Danes nas vabi dežela piva in čokolade, v kateri najbolj slaven deček lula kar sredi trga. Nacionalna roža te države je iris, žival pa lev. Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. O kateri evropski državi bomo govorili danes, ste najverjetneje že uganili. Belgija, uradno Kraljevina Belgija, je država v severozahodni Evropi. Na severu meji na Severno morje in Nizozemsko. Na vzhodu na Nemčijo, na jugu pa na Luksemburg in Francijo. Površina te države je 30.688 kvadratnih kilometrov, torej je le nekoliko večja od Slovenije, a ima skoraj 6-krat več prebivalstva, in sicer 11,5 milijona. Je ena izmed ustanovnih članic Evropske unije in 6. najbogatejša država na svetu. V grobem je država razdeljena na 3 dele: Flandrijo, Valonijo in Bruselj. V Flandriji, ki je na severu Belgije, govorijo nizozemsko, v Valoniji pa francosko. Bruselj je dvojezičen, čeprav večinoma prevladuje francoščina. Na območju Ardenov živi še nemška manjšina, kjer je glavni jezik nemščina. Glavno mesto je Bruselj, ki je nastal ob koncu 10. stoletja ob reki Seni. Zaradi ugodne lege je kmalu postal cvetoče trgovsko mesto. Danes pa je poznan po vsem svetu, saj imata tukaj sedež 2 od 3 glavnih institucij Evropske unije: Evropska komisija in Svet Evropske unije. Tretja institucija, Evropski parlament, ima sicer sedež v Strasbourgu. V tem mestu stoji tudi kip, mannequin piece, kar pomeni deček, ki lula. O tem dečku kroži kar nekaj legend, med katerimi je najbolj znana legenda o vojvodi Godfreju iz Luvna. Leta 1142 se je vojska 2-letnega vojvode borila proti vojski Bertolta, gospodarja Grimberga. Malega Godfreja so dali v košarico in jo obesili na drevo, da bi opogumil vojake. Od tam je lulal na Bertoltove vojake, ki so izgubili bitko. Če obiščete Belgijo, je skoraj greh ne poskusiti čokolade in piva. Belgijci proizvajajo več kot 1100 vrst piva, med katerimi so nekatera pošteno močna. Povprečna skupna proizvodnja količine čokolade v enem letu pravijo, da je 660.000 ton. Od tega Belgijci vsako leto 450.000 ton izvozijo v druge države. Sami pa naj bi je pojedli povprečno 6 kilogramov na osebo letno. Skupni promet v belgijski čokoladni industriji znaša 4 milijarde evrov in zaposleni v čokoladni industriji predstavljajo kar 8,5% vseh zaposlenih v prehrambni industriji Belgije. Seveda pa je vredno poskusiti tudi slavne belgijske vaflje, pa tudi pomfrit, o katerem se sicer s Francozi ne morejo dogovoriti, od kje izvira. Pripravijo tudi odlične dagnje, mesne kroglice in flamsko enolončnico, ki jo pripravijo tako, da govedino počasi dušijo v pivu. To je to za danes, ker sedaj ne vem, ali sem bolj lačna ali žejna. Se vidimo kmalu na naslednjem popotovanju. Do takrat pa lepo se imejte in pazite nase.